Lep pozdrav. Monografija Pregibnostno-naglasni vzorci knjižne slovenščine Samostalnik obsega vse znane pregibnostno-naglasne vzorce knjižne slovenščine za nelastno imenske samostalnike z vsemi prepoznanimi naglasnimi in oblikovnimi dvojnicami. Delo predstavlja teoretično in praktično osnovo za prikaz vzorcev v novem rastočem slovarju slovenskega knjižnega jezika ESSKJ. Monografija je sestavljena iz več delov. Na začetku je opredeljen knjižni jezik in predstavljeno je razmerje med govorjenim in pisanim knjižnim jezikom. Temu sledi utemeljitev oblikovanja pregibnostno-naglasnih vzorcev in opis prikaza vzorcev v izbranih slovarskih priročnikih in drugih virih. Sledi prikaz metodologije in izsledkov oblikoslovnih in glasoslovnih raziskav sodobne knjižne slovenščine. Jedrni del monografije vsebuje sistematično obravnavo pregibnostno-naglasnih vzorcev za samostalnik, kjer poskušamo vse samostalnike uvrstiti v določene pregibnostno-naglasne tipe. Opis knjižnega naglasoslovno-oblikoslovnega sistema samostalnikov zaključuje sklep, kjer so povzete nove ugotovitve. Delo predstavlja nadaljevanje proučevanja pregibnostno-naglasnih vzorcev knjižne slovenščine, kot jih je v uvodu v slovar slovenskega knjižnega jezika v shemah za dinamični naglas in oblikoslovje ter shemah za tonemski naglas pripravil Jako Priglar. V primerjavi z omenjenimi shemami, kjer podatki izhajajo iz naglasnih sprememb in posledično niso obravnavane oziroma upoštevane vse oblikoslovne posebnosti, so bile pri izdelavi pregibnostno-naglasnih vzorcev upoštevane tako naglasne spremembe kot tudi vse oblikovne posebnosti. Vzorci so torej oblikovani in razvrščeni na osnovi tonemskega naglasa, kakovosti in kolikosti naglašenega samoglasnika ter oblikovnih značilnosti samostalnikov. Pred navedbo zgledov pregibnostno-naglasnih vzorcev je naveden tudi strnjen opis izvora posameznih končnic. Vzorci so nastali na podlagi analize obstoječih jezikovnih priročnikov, glasoslovnih in oblikoslovnih raziskav ter tudi na osnovi novih raziskav sodobne jezikovne rabe. Z raziskavami sodobne knjižne rabe smo skušali opis pregibnostno-naglasnih vzorcev čim bolj približati realnemu sodobnemu stanju. V monografiji so torej predstavljene tudi raziskave, na primer raziskave oblikovnih značilnosti, kot je recimo vstavljanje samoglasnika i pred dvojinsko končnico ma, na primer pri samostalniku možnost, možnost ma, možnost ima, potem na primer podaljševanje osnove z morfemom ov v dvojini in množini, na primeru samostalnika žleb in volk. Potem so predstavljene tudi raziskave naglasnega mesta, na primer pri samostalnikih druge ženske sklanjatve, mešanega naglasnega tipa v imenovalniku in tožilniku dvojine, kot je primer recimo dve stvari, dve stvari, ali pa tudi obravnavani so posamezni samostalniki, kot je hodnik, ploščina, inkluzija, divizija. Predstavljene pa so tudi raziskave kakovosti naglašenih samoglasnikov e in o, in sicer recimo pri samostalnikih Gloria, Tesla, Covid. Oblikovne značilnosti smo ugotavljali tako z anketno metodo, kot tudi z analizo korpusnih besedil, raziskave glasoslovnih značilnosti pa večinoma s spletnimi perceptivnimi testi. Delo, ki je nastalo z zavedanjem potrebe po številnih novih raziskavah knjižne slovenščine, potrjuje veliko naglasno in oblikovno pestrost slovenskega knjižnega jezika in predstavlja predvsem izhodišča za nadaljnje raziskave knjižne slovenščine. Na koncu bi se še želela zahvaliti dr. Marku Snoju za neprecenljivo strokovno pomoč, dr. Hotimirju Tivadorju za vse nasvete, vodstvu Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša za podporo pri izdaji monografije. Velika hvala tudi dr. Simonu Atelšku za postavitev besedila, založbi ZRC SAZU, recenzentoma in urednici zbirke dr. Tini Lenkar Verovnik. Posebna zahvala pa tudi vsem respondentov, ki vestno izpolnjujejo anketne vprašalnike. Hvala.